Pozdravljeni. Tudi poletnega premora je končno konec in mi si bomo, kot običajno v uvodnem prispevku k veliki nagradi Belgije, pogledali vse tiste značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi seveda začele. Tokrat za spremembo si v uvodnem prispevku ne bomo pogledali dirko iz preteklosti velike nagrade Belgije. Vsemu bomo nekaj minut posvetili spremembam na sami progi ter seveda znanim značilnostim. Na koncu bomo za nekaj minut seveda našo pozornost usmerili tudi k vremenski napovedi, ampak brez skrbi. Tokrat si bomo pogledali dogajanje iz preteklosti. Sedaj je marsikdo izmed vas celo rahlo zmeden, ko si bomo ogledali dogajanje iz preteklosti, če ne bomo govorili o dirki. Ogledali si bomo situacijo iz lanske sezone 2021, kjer dirke pravzaprav ni bilo, čeprav so podelili polovične točke in videli smo nekaj krogov za varnostnim avtomobilom. In čeprav ta priložnost mnogim navdušencem ni bila všeč, je treba razjasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo, tako da tudi v prihodnosti bomo vedeli, zakaj gre. Namreč to, da smo videli tisto dogajanje na sami progi, gre zahvala nepoznavanju športnega pravilnika strani bivšega direktorja dirke, Michaela Masija. Športni pravilnik Formule 1 je tisti dokument, ki pravzaprav definira vsakršno dogajanje na sami progi. Od prostih treningov, seveda pavze med prvim in drugim in tretjim, trajanje, kako se uravnavajo prekinitve, kaj se lahko dogaja na samih kvalifikacijah ter dirkah. In treba je priznati, da v Belgiji je deževalo v nedeljo, ko bi se morala odviti dirka. Ampak za to veliko nagrado ni dež nič čudnega. A treba je razumeti najprej, kje je bila tista kardinalna napaka, ki si jo je privoščil direktor dirke. Namreč videli bomo, da vse ne izhaja iz tistega prgišča krogov, ki so ga naredili na koncu samega dogodka. Dejstvo je to, da pred samim začetkom je Michael Masi pravzaprav pozabil na nekaj, kar je temeljnega pri vsaki dirki Formule 1. Štartna procedura. Vemo, deževalo je in tudi v nižjih kategorijah so imeli obilico težav. A Michael Masi si je nekako zamislil, da tokrat pred samim začetkom velike nagrade Belgije bodo vozniki imeli dva formacijska kroga. Težava je v tem, da športni pravilnik predvideva en formacijski krog in naslednji krog se šteje kot začetek same dirke. Dirke v Formule 1 imajo lahko stoječi, klasični ali leteči štart. A da bi imeli dva formacijska kroga, ni zapisano. Oziroma, dva formacijska kroga sta lahko, če je vmes prekinitev. Torej, bolidi napravijo formacijski krog, varnostni avtomobil se odmakne, postavijo se za mesto za leteči štart in takrat ima eden izmed voznikov težave, dvigne roko, procedura se ustavi in vse skupaj ponovi. No, tukaj kakšne prekinitve ni bilo in napravili so po Masijevo dva formacijska kroga, uradno formacijski krog in prvi krog dirke, ter zavili v bokse, ker je bila po mnenju vseh proga preveč razmočena. A videli smo nekaj, kar po mojem osebnem mnenju mi navdušenci ne bi smeli.
Namreč na televizijskih ekranih so predvajali komunikacijo med ekipo Red Bulla in seveda direktorjem dirke. In to so poudarili vrži celo z napisi, da ne bi bilo pomot, namreč pri Red Bullu izjemno dobro poznajo športni pravilnik in takoj so opazili, da se je dirka pravno formalno začela. In Masija so opomnili, da ima 2 uri časa, ukolikor ni prekinitve, oziroma 3 ure, da dirko izpelje do konca. Seveda, začel jo je, sedaj jo mora tudi končati. In na to so se za Masija začele preglavice. In kot smo videli v njegovi nerodnosti, je ponavadi situacijo v resnici poslabšal. In to se je zgodilo tudi v Belgiji. Kajti v trenutku, ko je dirko začel, jo je moral končati, ni bilo več opcije, da bi jo prestavil, kajti ekipa, ki je bila v tistem trenutku vodilna, Red Bull, mu tega ne bi dovolila. Pravila so in zato jih je treba spoštovati, ali jih nekdo pozna ali ne. In tako smo dobili tisto, kar sam imenujem dogodek na veliki nagradi Belgije v sezoni 2021. Dirka, upam, da se strinjate, to ni bila. A preden se spustimo na spremembe v sami progi, je treba poudariti še neko malenkost, ki mislim, da je zanimiva. Namreč zmeraj potekajo pogovori o podaljšanju pogodbe na progi v Spa-Francorchamps. Čeprav so mnogi avtorji trdili, da je le formalnost še do tega, da bo dirka v naslednji sezoni dobesedno odpadla. A tudi Stefano Domenicali je povedal, da trudijo se, da bi dirko obdržali, še posebej zaradi tega, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo na Kitajskem in z Južno Afriko niso podpisali še nobene pogodbe. Toliko o tem, ko drugi govorijo, da so zadeve le še formalnost. Ponavadi se izkaže kot čisto nekaj drugega. Poglejmo si tiste zanimive spremembe na sami progi. Najprej na prvem izjemno ostrem ovinku La Source. Tam lahko opazimo, da je izletna cona prekrita s peskom. Torej, kdorkoli bo tam zapeljal čez rob, bo lahko obstal v peščeni pasti. In tisti drugi del, kjer so se zgodile precejšnje spremembe, je pa znana kombinacija Eau-Rouge-Raidillon, ker so spremenili lok ovinkov. Sedaj Eau-Rouge, tisti ovinke na levo, je seveda bolj izrazit. Zaščitna betonska ograja je bila premaknjena bolj v notranjost, postavili so novo tribuno, ampak vseeno, brez skrbi. Sedaj kombinacija Eau-Rouge-Raidillon gre na pol. In seveda potrebno je bilo nekako omiliti nevarnost tega dela proge. Rad bi vas spomnil, da naprimer leta 1985 je tu v vztrajnostni dirki za 24 ur umrl Stefan Belov, v sezoni 2019 pa seveda na dirki Formule 2 Antoine Hubert. A ukolikor si bomo ogledali tisto znano tabelo Pirellija, ki je tokrat zamenjala grafiko, bomo videli še marsikatero drugo značilnost te proge, ki je zanimiva. Seveda vidimo, da je dolžina kroga 7004 metre, kar nam nekako kaže, da je krog tu najdaljši v celotnem koledarju, zato jih bomo v nedeljo videli le 44, ampak bolj zanimivo je nekaj drugega. Namreč pogledali bomo značilnosti samih ovinkov, kjer vidimo, da bočne sile so tu izjemno močne. Po drugi strani vidimo tudi izjemno močno zaviranje na posameznih delih. Treba je omeniti, da asfaltna površina je izjemno abrazivna. Konec koncev, kar se tiče aerodinamičnega oprijema, je pa ta nižji od tistega, kar bomo videli v povprečju.
Ukolikor se malce ozremo na mešanice, ki jih je pripravil Pirelli, vidimo, da je tu v Belgiji tisti srednji izbor C2, C3 in C4. Praktično isti izbor kot v lanski sezoni, čeprav lahko opazimo, da je tlak v pnevmatikah sorazmerno visok glede na druge proge, čeprav razmerje med prednjo in zadnjo osjo je v mejah normale. Imamo dve območji DRS-a in ukolikor koga zanima, sem pred časom pripravil prav poseben prispevek o tem, kaj vse se skriva za imeni ovinkov na progi Spa-Francorchamps. Namreč ta klasična proga ima ogromno zgodovine ter anekdot povezanih pravzaprav z vsakim kotičkom. In če smo na začetku govorili o vremenskih razmerah, si moramo sedaj ogledati tudi vremensko napoved za petek, soboto ter seveda nedeljo. Največja možnost za padavine bo v petek. Možnost raznih ploh je nekako ocenjena na 20%. Ampak količina dežja ne bo pretirana, tam okrog milimetra na kvadratni meter, predvsem v tistem obdobju so možne aktivnosti na sami progi. Temperature, glede na tisto, kar nas čaka čez vikend, seveda tukaj visoke, 16 in 24 stopinj Celzija. Nato sobota, kjer bo oblačno, možnost dežja bo praktično prepolovljena na samih 10%, medtem ko temperatura bo v bistvu nižja, med 13 in 21 stopinjami Celzija. Najbolj hladen, a hkrati najbolj sončen dan bo v nedeljo. Možnost dežja je tu ocenjena na 0%, torej izjemno majhna verjetnost, da se bo ponovilo tisto, kar smo gledali v lanski sezoni. In temperature med 10 ter 20 stopinjami Celzija. Torej lepi obeti za dirko v nedeljo, ko bomo spremljali veliko nagrado Belgije. A preden zaključimo, še seveda kratko obvestilo. Kot običajno bom tudi tokrat zaseden s komentiranjem na Sport klubu, zato bosta petkov in seveda sobotni prispevek objavljena kasneje. Potrudil se bom zadeve spraviti v obtok čim prej, ampak ne bodite preveč neučakani, če bodo posnetki objavljeni v malce bolj poznih večernih urah. Upam, da to ne bo težava. Ampak kar se tiče našega uvodnega prispevka k veliki nagradi Belgije, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.